Jo. 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 Živjo smo, Piči Miško ekipca, živimo v kombiju, trenutno smo v Španiji, tretji del naše ekipe leži zunaj na soncu in uživa. Če ste gledali Ventur številka 2, tam sva ful velikrat omenila, malo pride en video, kjer bova povedala več o novem elektrosistemu, to je ta video, kjer bo Klemen Žagar, connoisseur, elektroinženir, povedal, kako je naredil čist nov električni sistem. Sem malo backstorija, v bistvu mi smo šli na pot nepripravljeni, taka družinska klasika, družinska tradicija, da gremo na pot nepripravljeni, kamorkoli gremo, a ne? In na poti sva ugotovila, kot ste videli v intro tudi, da je elektrika prešvah in da je rabimo več. V akcijo. Gremo v akcijo. Ajde, jaz grem snemat, Klemen na en mikrofonček damo gor. No, ajde. Akcija. Prvo poglavje tega videa je zakaj. Zakaj sem se jaz tega lotil sam? Napram temu, da daš to narediti nekomu drugemu. Se pravi, da ti cel sistem naredi nek hišnik za vene, za kemperje. Pri nama je bilo razlogov več. Tu so bili cena, se pravi, narediš lahko do 2 do 3 ugodneje, kot če daš nekomu drugemu za izvest. Bila sva na poti, se pravi, nisva, veliko težje bi bilo nekoga poiskati, pa tam biti, ne vem, en teden, pa živeti s psom, pa z ženo. Tretji razlog pa je bil ta, da sem se tu res hotel naučiti. Tle bi rad še omenil eno stvar, in sicer, da če boš sem sledil tej ideji, da tu hočeš na vsak način sam narediti, zato da boš privrčeval, te pa ta stvar ne veseli, boš zraven precej trpel in ne priporočam. Je veliko boljše, če te to, da tu zbereš, samo če te to zanima. Naslednje poglavje, zakaj smo se sploh lotila novega sistema, če je bil že not obstoječ sistem. Razlog je bil to, da je obstoječ sistem bil že rahlo zastarel in ni zmogel opravljati, ni zmogel dovajati toliko energije, ko jo medva rabimo za vse najine potrebe. Zdaj bi pa rad povedal še malo o tem, kako sem se tega lotil. Na začetku sem bil ful zgubljen, bilo je 15 korakov. Prvi od teh korakov je učenje, se pravi teorija. Tako da pri teoriji sem se podučil o osnovah elektrotehnike, kako povezati stvari med sabo, kakšno baterijo rabiš, kakšne vrste baterije obstajajo, koliko debele kable se uporablja. Od big picture stvari do majhnih detajlov sem se na začetku ful s tem ukvarjal in tudi pol sproti, ko kaj nisem vedel, sem zmeraj vedel, da moram iti nazaj na internet, pogledati natančno. Nobene stvari nisem preveč prepuščal naključju, ker pri elektriki se ni za zafrkavati, ne. Pri elektriki se ni za zafrkavati. In ko sem se podučil, sem vedel, kaj je naslednji korak. Treba je bilo ugotoviti, kakšen bo najin lifestyle, kako bo to izgledalo. Ker na podlagi lifestyla, zakaj je to sploh pomembno pri elektriki? Lifestyle, ne? Ker, ko boš živel, boš imel neke potrebe in te potrebe zadostiš tudi z pomočjo električne energije. Se želiš biti digitalni nomad in veliko tipkati po računalniku, boš rabil električno energijo za računalnik. In potem sem pogledal, kaj vse medva potrebujeva. To so vsi najini porabniki in to je njihova poraba. Potem si preračunaš, koliko časa bo vsaka naprava prižgana, pri nama to izgleda takole. Potem to dvoje zmnožiš, da dobiš vatne ure, to je takole pri nama, in dobiš na koncu številko 240 vatnih ur. In v najinem primeru je to pomenilo, ker imava 12-voltni sistem, moraš vatne ure deliti z 12 volti in dobiš ven 133 amperskih ur in to je najina dnevna poraba amperov. Če hočeš, da več kot en dan zdrži, dokupuješ več. Se pravi, namesto 133 amperov smo se medva odločila za 200 ampersko baterijo. To pomeni, da lahko v slabem vremenu 2 dni, v praksi se je izkazalo, da trenutno brez težav bi 4 dni zdržala. V glavnem, če bi rabila pa več, bi pa kupila še eno baterijo zraven.
In potem, ko veš velikost baterije, se rabiš odločiti še za nakup oziroma izbiro preostalih komponent. Kaj ti boš ti delala? Petja. Zakaj? V bistvu bi se zahvalila SOK, ali so šok baterija? Sok. Oni so SOK baterija. Klemen je ob researchu za baterije naletel na njih, torej midva sva prva njim pisala, zato ker je njihova baterija imela ful dobre reviewje na YouTubeu in vse povsod in je bil tako, točno to baterijo hočva. Klemen jim je pisal in je bil tako, bi vi sodelovali z nama, tako da smo v bistvu dobila discounted baterijo. Če bo kdo kupoval novo baterijo in bo hotel top shit baterijo, je spodaj link. Hvala SOK bateriji, da so se uslišali 2 novopečenih zelenih vanliferjev. Exactly. Tu je bil sem intermezzo, zdaj pa Klemen nadaljeval z svojim programom. Hvala. Potem, ko smo zbrala baterijo, sva mogla določiti še izbrati ostale komponente. Tu so v najinem primeru tale solarni kontroler, tale polnilec za polnjenje iz piči miško motorja, potem tale inverter, solarne panele že imava. Ko sva zbrala vse komponente, sem lahko začel razmišljati, kje bomo vse to imela, ker ko zveš velikosti komponent, je treba se odločiti, kje bo dovolj placa za vse to. Medva smo se odločila premakniti iz tega, da so bile komponente tle, pa tle, smo raje dala vse na en kup, tamle zadej, pod postlo, tako da s tem smo zbrala lokacijo, kje bo. Ko veš lokacijo, moraš zbrati postavitev, kako bojo komponente bile v tistem prostorčku noter in pol pride na vrsto naslednji korak in to je, da smo mogla zbrati, koliko velike so razdalje med posameznimi stvarmi. Potem določiš še debelino kabla. Tisti večji porabniki rabijo debelejši kabel. Ko imaš razdalje, moraš še zaščititi vsako od teh komponent z varovalkami, tako da sem mogel zbrati še velikosti varovalk za posamezno stvar. No, od orodja sem rabil ene klešče za rezati kable, ene klešče za pretrjevanje konektorjev na kable, en olfa nož, potem multimeter, vrtalnik, rabiš kakšno žagco, zaščitne cevi za kable, da jih daš noter, izolier trak. Ko sem nabavil vse orodje, je bilo treba še pogledati, kaj od materiala potrebuješ za to. Od materijala, poleg kablu sem rabil konektorje, zaščite za konektorje, varovalke, vezice, razne zatiče, da sem lahko pritrdil kable, potem USB polnilce, potem te avtomobilske izhode za 12 voltov, nekaj šravfov in to je to. Tako, približno 2 dni sem rabil, da sem vse to našravfal, zrezal plošče, na katere sem pritrdil pol te komponente, zvezal med sabo, naredil kable. Ko je bilo vse zvezano, je prišel dan D in to je bil priklop baterije. Tako da, ko smo priklopili baterijo in obrnili glavno stikalo, ja, je bil ognjemet, ker je na ta pravih mestih so se pokazale ta prave lučke, nič ni bilo narobe. In preden se za ziher lahko zares veseliš je, da še potestiraš. Na električno omrežje priklopiš vse stvari, ki jih imaš postopoma in vidiš, če vse v redu dela. Če dela, si stvar zaključil, si lahko čestitaš, proslaviš. Ko je bil ta del zaključen, sva še mogla narediti napeljavo po kombiju do različnih stvari, do zvočnikov, do črpalke za vodo, do grelnega sistema, do hladilnika, do luči. Zdaj pa bi bilo dobro še narediti recap stroškov. Pri nama so bili stroški sledeči: za orodje 300 evrov, za material 650, pa za komponente 1800, to znaša skup 2750 in to je končna cena. Lala! Jaz sem tam odzad sedela, poslušala Klemena in sem tako, wow, moj mož me impresionira in zdaj, ker vse dela in lahko smo kjerkoli in imamo čist dosti elektrike, kar je super in amazing. Ena stvar, ki jo po mojem lahko še enkrat poudarjava, da elektrika ni hec, da smo medva velikrat, ko sva kaj delala, je mendal tak mava mini gasilni aparat na sprej.
in sem jaz zraven z gasilnim aparatom bila, če bi slučajno kaj se vžgalo in še veliko drugih stvari gre lahko narobe, tako da ne se hecati z elektriko. Se to bi lahko to drugače, lahko bi se povedala tako dramatično, da moraš Dramatično je. Blizu. Ne. Okay. Ne. Pač gasilni aparat smo imeli. Gasilni aparat smo imeli zraven. Ta video prikazuje, kaj se da v enem mesecu narediti s tem, če najprej nič ne znaš, pa se začneš učiti iz nule. Zdaj, če je kdo majster, ne, pa da to gleda, naj mi malo še kaj razloži, če kaj nisem dobro pokapiral, če še kaj manjka. Ja, se lahko oglasite, pokličite, na kafe pridite, se lahko pomenimo, ker s Klaro se o tem glih ne morem pogovarjati, tako da če kdo kaj ve, pa se želi z mano pomeniti, naj mi kaj napiše v komentar. Hvala za ogled. Radi se imejte. Pozdravčki od Piči Miško ekipe. Ajdi. Čau. Čau. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow.